Gledate oddajo Klepet ob kavi. Živimo v zahtevnih časih, ko je skrb za zdravje tako rekoč prioriteta. In pri krepitvi imunskega sistema nam lahko pomagajo frekvence, kar sicer v znanosti in ni nobena taka noviteta. Ne, Marko, verjetno se boš strinjal s tem. Se strinjam, Se ja. Marko že strinja. No, o delovanju frekvenc pri različnih znanstvenih stanjih in tudi zdravstvu, predvsem pa smo v naši oddaji že govorili. Pretekli oddaji lahko najdete na spletni strani klepetobkavi.si pod zavihkom Glej oddajo, naslova pa sta, lahko si jih tudi zapišete, frekvence kot podpora imunskemu sistemu in pa frekvence kot vir zdravja znanstvenega vidika. Torej tudi danes, kot sem že omenila, je v moji družbi svobodni raziskovalec Marko Črnivec, lotila pa se bova osnovne preventivne terapije s frekvencami. Marko, lepo pozdravljen. Pozdravljeni. Torej, zadnjič smo govorili veliko o kurativi, zdaj grejo pa na preventivo. Se mi zdi, da je v današnjem času to zdaj kar najbolj pomembno. Vsi se zelo pazimo, pa vsi zelo skrbimo zdaj zase, da ja ne bi kaj zboleli. Tako, v bistvu, zapravo smo do zdaj spoznali v njegovi kurativni vlogi, se pravi za izboljšanje počutja, za uravnavanje ravnovesja telesa. In zapravo izkazalo se je, da svojo vlogo zelo dobro opravlja, kar lahko potrdijo tudi njegovi številni zadovoljni uporabniki. Zapravo je pa zelo pomembno tudi na področju preventive, saj nudi široko paleto frekvenc, programov, ki omogočajo, se pravi, podporo, se pravi, pri preprečevanju slabega počutja. Kot si že omenila, danes živimo v zelo zahtevnem času in marsikdo je postavil zdravje na prvo mesto. Kar večina, po mojem. Večina, tako ja. Mi s svojim pristopom menimo, da preventiva nikoli ni bila toliko pomembna, kot je danes. In to preventiva brez kemije, brez tablet, brez stranskih učinkov. In kot smo že v prvih oddajah omenili, je zapravo ciljno usmerjen aparat, ki omogoča celostno obravnavo človeka, se pravi tako preventivo kot kurativo. Okay. Zdaj, Marko, danes torej govoriva o preventivnih terapijah. Jaz sem te prosila, torej, da je nekaj najbolj pogostejše, da nekako bi jih danes tudi preizkusila, če si za. A ne? Sem za. Zdaj, kjer je preventivne, recimo, se ti zdijo take, ki bi jih danes omenil, pa so mogoče tudi najbolj pogoste pri izbiri, ne? Ja, v bistvu, če naštejemo nekaj primerov, eni zelo pogosti, se pravi, so te respiratorni virusi, navaden prehlad, gripa, korona, potem lahko delamo terapije preventivno proti tesnobi, anksioznosti, raznim depresijam. Tako, pa tukaj ne smemo pozabiti na podporo imunskemu sistemu, se pravi krepitev, in ne nazadnje tudi na razstrupljanje notranjih organov in celotnega telesa. Ok, super. Inač, gremo mi dva najprej na en prehladič, ne? Zdaj, a ti jaz narekujem, ker jaz zdaj že vem, da ti moram narekovati, veš, jaz se zdaj že to spoznam. Evo, se bova mi dva lotila, torej zdajle, jaz se bojim, da bi me prehlad, nekaj se že tako počutam, Marko, tako da prosim, reš me. Evo, kar začni. Se pravi, da programe vnesemo v aparat, najprej pritisnemo tipko stop, da aparat zapiska, tako, nato vstavimo tipkovnico, in začnemo z vnašanjem frekvenc v program. Zdaj pa mene rabiš, a ne? Tako. Ti kar govoriš številke? 200, 460, 750, 8890, 12710, 57500, 301 200, 617 500, 747 500 in 891 350. Zdaj pa preden boš povedal, kaj zdaj delaš, dejva razložiti, kaj sva mi da zdaj pravzaprav sploh upisovala noter. V bistvu sva mi dva zdaj na vseh 10 programskih mest na programu številka 1 vnesla 10 frekvenc iz te knjige ETDFL. To je tale knjigica, ki ima v roki prvi del, no? Prvi del imamo v roki, ne? Takole zgleda, lepo se pošajna. Tako, in ko bo terapija tekla, bo program trajal pol ure, z vsako frekvenco od teh 10 3 minute. Ok. Zdaj, Marko, se veš, ljudje smo samo ljudje, ne, vsi smo zmotljivi. Kaj se zgodi, če se jaz zmotam, pa kaj drugega, pa namesto tega, da me glava boli, ne, pa bi jo rada pozdravila, da imam vnet ušes. A bojo kakšni stranski učinki? Stranskih učinkov ne bo v takem smislu, kot si verjetno ti zdaj mislila. V bistvu gre tukaj za to. Če delamo preventivo, je tako v bistvu delamo terapije preventivno ali pa kurativno. Dajmo za primer vzeti recimo, da ima nekdo zamaščena jetra. Bomo nek tak primer pogledali. Pa ima nekdo zamaščena jetra, nekdo pa popolnoma zdrava jetra.
Program, ki dela proti zamaščenim jetram, bo delal pri tistemu, ki ima že zamaščena jetra, mu bo pomagal, da si bo pomagal pri tem, pri drugemu bo pa delal preventivno. Okay. To zdaj razumem. Zdaj, kaj pa nasplošno, tudi pri preventivi moram te vprašati, čeprav pri kurativi si mi to že vse razložim, ampak vseeno, kaj pa kontraindikacije? A obstajajo kakšne, ko govorimo o preventivni terapiji? Če bomo recimo mi naredili preveč terapij naenkrat pri razstrupljanju, se nam lahko zgodi, da bo preveč strupov prišlo v telo in se zgodi, da bomo naslednji dan imeli mačka. V tem smislu. Ampak zato se ne sme pretiravati, delamo eno terapijo na dan pri razstrupljanju, nekaj dni zapored in potem naredimo pauzo. Pri drugih, recimo pri gripi, koroni, pri prehladih, bomo terapije delali enkrat tedensko, preventivno. V primeru, da pa začutimo, da se nas že loteva neka gripa, nek prehlad, delamo terapije enkrat dnevno. Kaj pa recimo pri tesnobi, pa anksioznosti, ki sta vse mečkam taka pojava, ne? Pri tesnobi, anksioznosti, depresijah bomo terapije delali enkrat dnevno, najboljše zvečer. Pri hujših oblikah pa tudi dvakrat dnevno, enkrat zjutraj, enkrat zvečer. Seveda pa lahko vse te terapije kombiniramo tudi s krepitvijo imunskega sistema, se pravi vnesemo program za krepitev imunskega sistema in potem delamo terapije tudi to, eno terapijo tako, drugo drugačno. Zdaj, tukaj recimo lahko pogledamo kar nekaj frekvenc od naših gledalcev, zdaj vidijo torej za tesnobo, recimo pa anksiozne motnje. Kaj v bistvu, kaj pa ena sama taka frekvenca, ne? Kaj bi naredila? Ti praviš, da torej vsaka frekvenca v bistvu na nas vpliva 3 minute, ne? Ampak zakaj so v bistvu tako od majhnega do večjega? Kako bi razložili to delovanje teh frekvenc, torej teh različnih številk? V osnovi po svetu obstajajo bioresonančne klinike, ki se ukvarjajo prav s temi frekvencami za ETDFL projekt. Vse te frekvence se zbirajo v Berlinu, se pravi, gre pa za najbolj natančne frekvence, za frekvence, ki so se izkazale kot najbolj natančne pri pomoči in podpori tem za te zadeve, za katere delamo. In te frekvence, nekatere od njih delujejo preventivno, druge kurativno, zdaj pa odvisno od tega, v katerem stanju smo. Ali lahko ena frekvenca tudi za več bolezenskih stanj? Ja, v bistvu tukaj imamo, v tem aparatu imamo frekvence od 1 do milijon hercev. In frekvence se tudi ponovijo med sabo. Gre pa za kombinacijo določenih frekvenc. Tudi na ključku, če se ne motim, si povedal, da je vse gor, torej vsi programi. Na tem USB ključku so knjige ETDFL v slovenščini, angleščini in tudi vsa navodila za uporabo aparata. A se lahko zdaj dotaknem teh ročk? Lahko. Bova midva zdaj, se pravi, vnesla sva program za prehlad. Dobila ga zihar nama, ne? Se pravi, deva midva sam zaključiti to odprej. Se pravi, midva sva sprogramirala program številka 1. V primeru, da bi zdaj nadaljevala s programiranjem, bi pritisnila na tipkovnici tipko plus in nadaljevala s programiranjem. Torej lahko v bistvu si v recimo 5 minutah naložimo gor 5 programov, ki bi jih recimo radi v enem tednu uporabljali. Istočasno imamo lahko naloženih 10 programov, ki pa s tipkovnico lahko kadarkoli spremenimo. Priporočaš pa, če sem prav razumela, eno terapijo na dan, torej ne glede na to, zakaj. Recimo, če me zdaj boli glava, zvečer bi pa rada naredila še nekaj za komolc, ali pa za koleno, ali pa karkoli boš dovolil, torej 2 terapiji priporočaš ali? Lahko. A v tem primeru lahko? V tem primeru lahko, ko kombiniramo različne terapije, sploh tudi krepitev imunskega sistema. Zdaj, za nek rezultat, recimo, pri preventivi, svetuješ torej enkrat na teden. Je to ali koliko časa, recimo? Tako, recimo, če bomo pa en mesec, en teden? Pri koroni, če bomo začutili, da smo bili v stiku z neko okuženo osebo ali pa bili v zaprtem prostoru z več osebami, po prihodu iz trgovine, lahko delamo terapijo tudi enkrat dnevno. V primeru slabega počutja pa lahko naredimo tudi več terapij, večkrat zapored, več dni zapored. V redu. In ko zaključimo, se pravi, s programiranjem, pritisnemo tipko stop in odstranimo tipkovnico. Aparat je takrat pripravljen za terapijo. Potem pa samo še s tipko program na aparatu izberemo tisti program, ki smo ga vnesli, v tem primeru zdaj midva program številka 1 in pritisnemo start. Tukaj pa zdaj ti lahko primeš ročke. Lahko. Že čutam, ja, tole. Zdaj, jaz nisem dala gor mokrih nastavkov, ki jih sicer Marko ful rad priporoča, ampak potem je tudi intenzivnost močnejša. Namenjene so boljše težko imam čisto, da me roke režijo, zato ker tole res tako občutek je, da kar imam roke premiku. Tako nežno ščemenje, mravljinci, tudi šir se imam višji gor. Tako zanimiv občutek je.
Torej, z nastavki je v bistvu, si rekel, intenzivnost močnejša. Povečamo prevodnost. Povečaš, je tudi rezultat boljši? Odvisno. Se pravi, eni imajo itak toliko debelo kožo, da marsikdo ne čuti, ampak samo občutenje ne vpliva na to, kakšen bo rezultat. Ker gre za to, da nižje frekvence čutimo, višjih frekvenc pa potem ne čutimo več. Aparat ima potem med samimi frekvencami kontrolno frekvenco, da mi vemo, da smo še priklopljeni. A lahko jaz recimo uporabljam ta aparat, torej recimo preventivne ali pa kurativne namene, tudi če recimo uporabljam in jemljem neke tablete ali pa se mažem s kakšnimi, ne vem, preparati oziroma jemljem kakšna prehranska dopolnila, je to v bistvu nekako komplementarno ali priporočaš, da se v bistvu vse take zadeve lahko kombiniramo. Eno zadevo, ki bi jo mogoče omenili, je, da se zaparja ne sme uporabljati, če ima oseba srčni spodbojevalec. Kaj pa otroci? Otroci tudi lahko uporabljajo zadevo, je pa res, da mogoče ne morejo držati ročk, pa so zato namenjene potem rokavice. Lahko imamo tudi zapestnice, nakolenčnike in tako naprej. A so torej te dodatki, rokavice, nogavice, kolenčniki, zapestnice, se torej uporabljajo na suho ali je obvezno jih zmočiti? Suhi set je z namenom suhi set, se pravi, se ga ne moči. Moči se pa samo za bakrenje ročke, tako. No to mi je zdaj že bolj jasno. Govorila sva tudi o razstrupljanju telesa, ne. Zdaj me zanima, poleg tega, da seveda se moraš tega lotiti že s prehrano, a ne, pa telovadba, pompa, tret. Torej, kako v bistvu mi vemo, Marko, da ta zadeva deluje, no? Čistko. Ja, v bistvu, če poveva zdaj, kar se razstrupljanja tiče, mi vsakodnevno vnašamo v telo razne strupe, toksini nastajajo tudi z raznimi presnovnimi procesi. In v bistvu vemo, da se strupi nalagajo predvsem v vezivnem tkivu, to je maščobno tkivo, sklepi, živčevje, potem stene črevesja, jeter, ledvic. In ko se te strupi kopičijo, ko jih je vedno več, takrat se, in ko ni odstranjevanja, v bistvu gre za slabše delovanje jeter, ledvic, postanejo tako in v bistvu takrat si teh strupov nabere preveč, ki bi se po normalni poti sicer preko krvi in limfe odstranili. Izločili, in to je v bistvu pride do zastrupitve v bistvu in do raznih vnetij v telesu. In to je pa začetek številnih bolezenskih stanj. Kako zadevo vidimo potem, da deluje? Na podlagi počutja vidimo zadevo, so pa stvari tudi merljive sami zdravniškimi pregledi. In to lahko vidimo potem, koliko imamo še strupov, koliko imamo zamaščena jetra, koliko imamo težav in toksinov v samem telesu. Super. No, seveda, dragi gledalke in cenjeni gledalci, vsi tisti, ki bi si radi ogledali torej 2 oddaji, ki smo si jih že pogledali, seveda vabili na našo spletno stran klepetobkavi.si in tam seveda kliknete na glej oddajo in napišete naslov Frekvence kot podpora imunskemu sistemu ali pa Frekvence kot vir zdravja znanstvenega vidika. Tako Marko je o tem seveda že veliko govoril, danes pa, kot se reka, torej preventiva. Zanima me še recimo, kaj pa kakšne alergije, ne? Tega je v porastu, sploh pri otrocih, se mi zdi, da smo vse mame zelo prestrašene in zaskrbljene, ker več ne vemo, kako naj se lotimo. Kako v bistvu nam lahko tale aparat pomaga pri alergijah? Tudi tu imamo v knjigi v ETA-DFL frekvencah najdemo za razne alergije frekvence, ki jih isto preprosto vnesemo v aparat in potem delamo terapije. Najboljš nekaj dni zapored, več dni do izboljšanja. Recimo seneni nahod, se veš, to je mučno, to je res grozen. Si imel torej stranke oziroma imaš kakšne rezultate, mogoče kakšne raziskave, da dejansko zadeva deluje? Torej, da ko je nekdo začel uporabljati aparat in torej se je držal nekega protokola, ki se ga seveda mora držati, glede na to, kaj piše v tej knjigi, torej, da so bili rezultati super in da dejansko alergija se je torej zmanjšala. Izkazalo se je recimo, da pri kakšnih bolečinah, odvisno sicer zdaj od vzroka, ali pa bolečina, seveda, ali pa pri virusih, take zadeve stvar deluje zelo hitro. Pri bakterijah, pri protiparazitnih terapijah je treba majčkeno dalj časa delati terapije, ne vem, 3 do 4 tedne, potem malo pavze. Kar se senenega nahoda tiče, ki si ga omenila, smo pa imeli primer, ko je stranka povedala, da v pol ure ne teče več z nosa. Wow. No, to je pa, mislim, da kar zelo relevanten podatek za vse tiste, ki seveda razmišljate zdaj o tem, ne. Rekla bi še, tamle je neka zelena lučka, Marko, ne, ki smo sicer mi že predstavili, ampak dajva jo še danes seveda omeniti in predstaviti gledalcem, za vse tiste, ki morda si niso torej uspeli ogledati prejšnje oddaje. Zakaj ta lučka in zakaj ta lučka v bistvu hkrati priklopljena zdaj na program, medtem ko se izvaja torej tale preventiva, torej preventivna terapija proti prehladu? To je skalarna plošča, ki oddaja skalarne valove, skalarno energijo. Ona v bistvu polni z energijo mitohondrije v celicah,
ki so v bistvu elektrarna naših celic in s tem posredno nam daje energijo in jo imamo lahko istočasno priklopljeno, ko delamo terapije, ali pa imamo recimo vklopljeno samo skalarno ploščo, pa jo vklapljamo vsake toliko časa. Nanjo lahko postavimo tudi kozarec z vodo, s hrano, sadjem, karkoli in potem lahko... Pa tudi na najdva zdaj dejansko vpliva, ne? Deluje v premeru 3 metrov, se pravi meter pa pol na vsako stran. Recimo, ne, so zdaj varni in bojo zaščiteni. Super. Tako v bistvu deluje v tem krogu. Odlično, no, evo, to je pa fajn vedeti. Marko, zdaj ta mašina meni deluje zelo enostavna za uporabo, ne? Tudi piska vmes, kar pomeni, da se seveda frekvenca menja, ne? To sem se že naučila. Ampak vseeno, zakaj je v bistvu toliko pravzaprav nepoznana recimo v Sloveniji? Zakaj nepoznana? Ja. Zakaj ni v vsakem domu dejansko? Ker jaz bi pričakovala, da je taka zadeva v vsakem domu. Zanimanje je vedno večje. Tako kot si že prej rekla na začetku oddaje, ko si rekla, da je zadeva znana. To so stvari znane 100 let. In aparati so bili ves čas in v zadnjem času se zanimanje precej povečuje. Ljudje spoznavajo zadevo, ljudje vidijo, poskusijo, ker ljudje jemljajo ta aparat tudi v najem. Tako in potem po najemu se velika večina, praktično vsi odločajo tudi za odkup, ko vidi enkrat učinke, rezultate. In zadeva se širi. No, to se mi zdi fajn, da lahko vsak poskusi prej, ne? Preden se odloči. In sam seveda na lastni koži, na lastnem telesu ali pa tudi na lastni psihi, ne? Ker deluje tudi seveda za psihološke težave, ne? In psihične probleme, torej okusi, če mu zadeva pomaga, ne? Marko, zanima me še, zdaj tukaj je en kup enih kablov, ne? Koliko težko je recimo to starejšim ljudem, ki veš, da pač niso to mogoče tehnološko, ne? Bomo rekli napredni, se da hitro naučiti, so kakšna navodila tudi zraven, kako je s tem? Imate vi kakšno demonstracijo potem, ko se aparat kupi? Aparat je slovenskega porekla, narejen v Sloveniji, ima navodila v slovenščini, demonstracije delamo tudi sami, pokažemo vse, je pa aparat izredno prijazen uporabniku. Se pravi, nastavitev, programiranje, vse je izredno enostavno. Stranke so tudi starejše, 70-80 let stare, ki brez težav same programirajo aparat. Tako da aparat je narejen prijazno uporabniku. Ok, jaz bi še omenila čisto za predstavo. Torej, tole sem našla, torej v 2 delih je tale knjiga, vi boste našli to seveda na USB ključku. Torej, prav vsi simptomi, vse diagnoze so noter napisane tudi v slovenščini. Koliko je teh natančno? Ti si kar veš številko, Marko? V teh 2 knjigah jih je nekaj čez 3000. Čez 3000. Torej, ni da ni, ne. Tudi kakšni recimo hipohondri, ki radi vedno se sprašujejo, a imam to. Torej si lahko tukaj pomagajo, pa marsikaj torej najdejo noter. Predvsem pa, kar je seveda pomembno, je to, da zadeva deluje. Dejansko deluje. Torej, a ste sploh že imeli kakšno stranko, da je rekla, Marko, meni je zelo žal, ampak meni tole nič ne pomaga? Imeli smo primer, ko je po 6 tednih najema stranka rekla, da pa ne vidi učinka in da bi rada zadevo vrnila. Ko sva se dogovorila za prevzem, je pa čez nekaj dni rekla stranka, da zdaj je pa dobila učinek. Se pravi, pri določenih zadevah traja zadeva malce dlje in je treba vztrajati. Pa tudi verjetno, pač moramo vedeti, da ljudje smo različni, ne. Torej, verjetno vseeno aparat ne more delovati na vsakega točno pod enakimi pogoji na enak način, ne. Torej, nekateri rabijo več časa. Odvisno je tudi od načina življenja, ker to niso čudežne palčke, da lahko nekdo to prime in potem bo naslednji dan zdrav, ne glede na to, kaj bo počel v svojem življenju. No, evo. Nas je spet nekaj, kaj se dogaja, Marko? Menja se frekvenca, se pravi, na naslednjo frekvenco rešil. Zdaj so že zelo močne, ne? Višje. Marko, hvala lepa seveda za obisk v studiu, hvala, da si nam predstavil, seveda za pro, ki ga lahko gledalci. Tudi vi seveda poskusite, kot je Marko rekel, torej zaenkrat še nismo imeli primera, ko kakšen ne bi hotel imeti, ker enostavno je rad del njihove družine, je tako? Tako, hvala lepa še enkrat za obisk in seveda obilo uspeha in predvsem delujočih frekvenc še naprej. Hvala tebi.